teden državi veljajo izredne razmere. Policaji divjajo naokrog, v parlamentu je kaos, starejši občani pa skandirajo in pojejo. Ne, Blaž Švab ni delil zastonj kovkov in protest na Prešercu. Se je zgodilo pa tole. Eden vodilnih mož opozicijske Slovenske demokratske stranke, Andrej Šircelj oziroma kriminalistična preiskava zoper njega je danes na noge dvignila in dodobra razburkala večji del slovenske politike. Jep, spet so se spravili na naš bogi SDS. Tokrat na Andreja Širclja oziroma tipa, ki izgleda kot akviziter, ki prodaja v usnje vezana zbrana dela JJ-ja. In kaj je ušpičil Drejček? Razlog, zakaj se je Šircelj znašel pod drobnogledom kriminalistov, je njegova vloga v slabi banki. Prav on naj bi bil namreč tisti, ki je na vrh slabe banke pomagal pripeljati razvpitega Torbjorna Monsona. Andrej je bil tisti, ki je k nam pripeljal vikinge. Švedska invazija je bila zgolj zmenek po francosko. Šircelj je bil nekakšen operativni boter tega velikega projekta Janševe vlade. Fora je, da je Šircelj kot takrat prvi neizvršni šef slabe banke z Monsonom in njegovo družbo Kvarc podpisal za 2,8 milijona poslov domnevno fiktivnih svetovanj. Ugiba se, da je del tega denarja šel nazaj k Širclju ali SDS v zahvalo in zameno za velik posel z državo. In kaj je še Šircelj imel od tega? Nobis hotel v Štokholmu. Tu ob decembrskih popustih lahko prenočite za 200 do 300 evrov na noč. In tu je v noči z 21. na 22. marec 2013 prenočil tudi Šircelj. Nočitev pa je plačal nihče drug kot Monson in to osebno. Ste ga videli? Torbjorn časti Šircelj hud hotel v Štokholmu, v zameno pa mu Šircelj želi zrihta šiht v slabi banki. Spomnimo se, Torbjorn je na mesec dobil 22 jurjev, njegova svetovalna firma pa je zaslužila milijonov za delo, ki ga ni opravila. Andrej, za tak fajn šiht upam, da ti nisem hotela častil. Upam, da te je vsaj zmasiral fajn. Ali pa v savno povabil, če ti že ni dal šle koverte. No, ampak, ko je SDS v kaši, je vedno kriv nekdo drug, je tako? Se bojijo zdajle 20. kaj se bo dogajalo 20. da jim pač... Da je to povezano z referendumom. Tako je. Predpostavljam, da gre tudi za maščevanje koalicije Slovenske demokratske stranke. Gre za preusmerjanje pozornosti iz nekega glasovanja, ki je v veliki meri strateškega pomena za slovensko prihodnost in za slovensko blaginjo. Dajte Kučana, poičite. Dajmo Kučana poklicati, vsega so kriva morgle. Vsega so kriva morgle. Smerar se maščuje SDS-u, udbo mafija širi svoje lovke, največkrat pa se te dni za krivce afere omenja referendum. In ne, ni kriva Andrejeva zloraba položaja in pohlep, ampak gej, a ne da Janez. Mislim, da je bil zadaj še dodaten motiv, pač, da se v ključnih dneh, ko se večina slovenskih državljank in državljanov odloča, ali bi šla na ta referendum in kako naj bi glasovali, popolnoma preusmeri pozornost na neko drugo temo. Čakaj, če sem jaz prav razumel. Janša pravi, da je preiskava samo zato, da preusmeri pozornost volivcev in odvrne njihovo pozornost od referenduma. Kako to zgleda? Fak, na SDS je preiskava, ko ne zdaj obkrožen, če sem čisto zmel. Pisem! Je pa zabavno, kako je zaradi enega člana SDS izredno stanje v vsej državi. Prekinili so sejo, ko pa so jo nadaljevali, pa SDS ni hotel priti. In zakaj ne? Sta pa dva člana SMC pomagala SDS-ovim članom Komisije za nadzor varnostnih služb in se odpravila na nenapovedan nadzor NPU-ja. Vi ste nas, mi pa vas, kaj? Grims, Mahnič in dva iz SMC so šli na NPU in kot člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb hoteli preveriti, kaj se grejo. Ker vidim Grimsa, kako teži policajem tam. Ti boš mene preiskoval, mi jaz cucka na te spustiš. Dosegli niso nič, ampak baba v paniki pač dela neumnosti. Kaj pa sploh hoče policija? V štabu SDS je bojda nek strežnik, ki naj bi ga izročili. Pa ga Janez bo? Slovenska demokratska stranka strežnika ne bo izročila. Ok, Janez strežnika ne da. Zdaj smo pogledali v SSKJ. V SSKJ piše, da je strežnik ministrant. Kar pomeni, da JJ skriva ubežnika ministranta. Kaj pa je takšnega storil, da ga išče policija? A je hostije preprodajal? A ja, ne, ni to ta strežnik. O čem pa potem govorijo?
Na tem strežniku je praktično celotno življenje Slovenske demokratske stranke. Pride do te celotne dokumentacije, do naše strategije, načrtov, razgovorov, naših internih debat in tako naprej. Se pravi, to je tista stvar, na kateri so maili pa porniči shranjeni. Pa tako povej, da štekam. Ok. Kakšne pa so te vaše interne debate, Janez? A si pošiljate memete? Mal nabijate Cerarja pa Tita? Ali pa maile od tete, v katerih so powerpointi o angelih? Ok, se strinjam s tabo, Janša, da strežnika stranke nimajo pravice odnesti. Se strinjam. Ampak sem pa doveden, kaj skrivaš na strežniku. Zanima me. Rokopis naslednje knjige, pa nočeš, da pride vsebina na net? Ali pa Pirkovičeve pesmi, ki so tako slabe, da ga boš enkrat izseljeval z njimi? Ne vem, vem pa, da so se pred bajto SDS tako izbrali upokojenci iz krožka odbor 2014, ki pa tokrat za spremembo niso bili tako zložni. Imam še kakšno zapojen zraven? Ja, dajte. Bote bo sneg. Čakajte malo. Zapel vam eno. Ciril mir. Ne, resno, Ciril daj mir. Ampak Ciril se ni dal, ne. On se je odločil, da bo zapel. Prisluhnimo. Sodiš pravično zdaj, palčku prevzetnemu to dopovej. Hvala lepa. Tu smo se zbrali, da bi se poslovili od posluha in obranega petja. Naj počivate v miru. Sploh pa, a ste plačali za subi tole pesem? Je pa nekaj res, ko se organizira shod vztrajnikovih pred sodišče prije 500, ko pa je shod nenapovedan, se jih zbere 10 najbolj zvestih in tu Janez vidi, kdo je pravi podpornik. Niti Primc ni pršel, ja? Da smo si na jasnem. Je pa res, da s polno ritjo ne moreš laufati, to je pa tudi res, to pa nič ne rečem. Bistvo je v tem, da ima Janez posebno karizmo. Če te kdaj odpustijo, dragi Janez, si lahko prodajalec za Topshop. Lahko sesalce prodaš, vse bojo kupili. Tole od strani imaš v sekundi. Tako je se sam. Ampak, drage, nista Janša in SDS edina, ki jih preiskuje policija. Ne? Tudi pri Zokiju so policaji. Od zgodnjih jutranjih ur brskajo po bajtah, Jankovića pa sumijo, da je podkupoval in bil podkupljen, da je zlorabljal položaj in pomagal prijateljem. V bistvu nič novega in pravzaprav zelo podobno obtožbam, ki bremenijo Širclja. To je predvsem zanimivo to, da se Janezu in Zokiju dogajajo iste stvari ob istem času. Oba za vrat fašeta KPK, zdaj pa policija oba preiskuje in oba imata afiniteto do Jugoslavije. No, se pa vedno nasmejani šerif Zoki pošalil na račun preiskave in rekel, da mu lahko zasežejo tudi strežnik. Zdaj, dejstvo je, da Zoki nima pojma, kaj to je strežnik, ki ima računalnik za okras, tuk da ga ima. Čakajte mu nekdo povedal, kaj to je, pa da so gor porniči od Severine pa Daniele. Čakajte, se je on tako smejal. Ampak nekaj me pa tukaj moti. Zakaj pred Jankovićevo hišo ne pojejo pesmici in ne mahajo zastavcami? Kakšne podpornike imaš ti to, Zoki? Bedno, dolg cajt. Res si beden primerjavi z Janezom. Mimo grede, niso rekli policaji, da bojo štrajkali, to je pa druga stvar, ki mi ni jasna. Pa so najbolj v akciji, kot nikoli prej. Kakorkoli čudovite politike imamo, svetilnike poštenosti. Sam še Cmerarje morajo preiskati, ker šverca neka dodatna pojasnila, od nekje pa imamo jackpot, banana republika. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.